Ja, bitte dein Kind nichts in Feuer werfen. Ok, danes je torek, 30.8.2016, ura je 22.08 zvečer, tole so glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v 86. izdaji podcasta Glave, vašega najljubšega dvotedenskega obveščevalnika vsem, kar se dogaja v zahodnem, pa mogoče še kaj drugega po televiziji. Če nas imate radi, nas polajkajte na Facebooku, na aparatus.si, imate nas na aparatus, počrtaj si na Twitterjih, če nas poslušate v iTunesih, nam dajte tam kakšno oceno in pa seveda aparatus.si, poševnica podpri za 4, 8 ali 12 evrov mesečno, da lahko potem Anže iz tega računa financira svoje gležnje. Mislim, da smo šli na gležnje, da kar koleno se mu je nekako umirilo, mislim, da so na vrsti gležni. Sicer pa ja, kot je rekel, že danes je 38. ura je 10 zvečer in jaz sem pred 4 urami prišel iz zapora. Ne vem, kaj to pomeni. Sem bil v zaporu. Ok, fair enough. V Kopru. V Kopru v zaporu si bil. Ja. Ok, lahko pravim, zakaj? Jak ima neke delavnice po slovenskih zaporih in so me povabili, da se zašel malo pogovarjati, malo o knjigah, malo o humorju. Pač imajo razne pisatelje, avtorje, jim tja pripeljajo, da imajo recimo uro pa pol majhan. Je pa bilo dosti zanimivo, no, ker so prejšnji teden dobili za brat Videmška, ne, na begu. Kaj da bi jim to kaj sugeriral. Tako zelo dobro. Malo smo tle na vrata zdaj pustili odprta, pa da vidimo, če bo kdo padel na foro. Tako je lepo. Ampak je bila pa ta ključna izkušnja, tako sicer je bilo nekih 9 ljudi noter in tako da en je tudi tak, meni se zdi, da nam oblada zdaj razhekat noter, če bi imel dostop. Aha, ok. So tudi white collar kriminalci, kako se temu reče. Veš kaj, tako pa je, kaj so te prehodnici, se krajše kazni, se bratle nimaš nekih v njih, hardcore, ki se raj umakneš na drug konc države, ki gre nasprot. Kopro je ful super, ko greš v ta supermarket, po špecerijo, pa greš pa spotoma še hočitu na obisk. Jep. Vse v enem. To je moderno, v Kranju imaš pa pokopališče zraven. Sem res. Tako da, zdaj ste že slišali vse glasove, tako da je kar čas, da predstavlja z Anžetom tudi najni gosti, nocoj kot dežurna dopisnica za Avstro-Ogrsko monarhijo, je z nama Nina Kožar, živjo. Dober večer. In pa seveda kot dežurna dopisnica za vse, kar je tekočega v filmu, pa z nami tukaj Maja Peharc. Hi. Yo. 4 smo in danes se bomo pogovarjali o stvari, ki ponavadi je imela te neke 4 elemente. In sicer so to fantastičen film. Lahko jaz en tak disturbance naredim tlele. Ja. Moram priznati, Disturbance in the Force. Ja, Disturbance in the Force. Zdaj le pač, malo sem se pripravljala tako na to epizodo, preden smo šli snemat in sem tako, nekaj sem malo 80s filme prebrskala, pa sem pa zelo hitro zašla na Gina Wilderja, ki je pač nekaj dnevi preminul, pa bi se na tem mestu rada poslovila od njega, ker mi je zelo polepšal 80-ta in pač otroštvo. In pa me je zaneslo tako na Madeline Kahn in tole Gildo Redner in moram priznati, da sem zdaj zelo mehka, zelo sem raznežena, tako da to bo en lep podcast. Ja, in če slučajno še niste ugotovili, namreč letošnje poletje je postreglo, mislim, da tako bi lahko rekel, s 3 prebojnimi serijami, ki se pečajo z nadnaravnim. Imeli smo tukaj Pričarja, imeli smo
Outcasta in pa seveda Stranger Things in danes se bomo pozabavali s slednjim. Pač zakaj? Zato, ker ga lahko gledamo legalno. To je ena stvar, ker celo je na slovenskem Netflixu. Ne, čeprav jaz moram reči, dobro si to omenil, ne, ampak glede to, koga Netflix zadnje cajte hara, ne, pa da je pri nas na voljo v bistvu ful dober, ne. Ker če HBO pa Netflix imaš doma, ne, si veliko že pokril, kar se te legit stvari tiče, ne. Tako da to ni zanemrljivo. No. Nam rekel, da vse ne, ampak tako marsikaj se da gledati pač legalno, kar je ful dober. Jaz to sam pozdravljam. Pa imaš pa recimo še Fox noter, ne, v ponudbi. Ja, Ti že tisti par, pa zdaj, ne vem, AMC, ne, ki je tudi začel s posebno schemo prav za Slovence. Lej, še BBC, pa smo pod kapo. Ja, pa smo zmagali. Ja. Jaz si moram pa sam še TV obaviti, ker če nimaš TV, to lahko teži delaš. Maybe najprej to. Dobar, ti svaja na vse na unih 500 metrskih zaslonih. Ja, zdaj rabila platno, pa to za ta pravo kino experience. Čeprav Stranger Things na platno je bilo kar epsko. No. Ful bi bilo epsko, ful bi bilo dober. To je bilo kar v redu, ja. Tako da ja, Pižam, rekel si, da Stranger Things delamo, ne? Ja, Stranger Things delamo serija, ki sta jo naredila 8-delna, se pravi to, kot je zdaj v navadi, vse, kar se dogaja na teh pretočnih spletnih mestih, ki delajo svojo avtorsko vsebino, da so stvari rahlo krajše, ne, nimamo več teh 50 delnih. Da jih lahko pobinžeš v enem vikendu. Ja, imaš pač uničen sam en vikend na mesec, ne pa pač 14 dni. I appreciate that, to mi je všeč. In je recimo tudi en tak fin članek, je to Anže sicer ne sme omeniti, ker gre za konflikt interesov, ampak v zadnjem globalu je ful dober članek v serijah. Tako da ja, in brata Duffer sta zakrivila ta Stranger Things, sta poklon 80-im človeka, ki sta pravzaprav prej kot nekih takih Wayward Pines, ne, pri Wayward Pines sta bila udeležena, drugače pa nista imela nekih ful večjih in tle mene pravzaprav nekaj drugega zanima, namreč kako so te sploh Stranger Things nastali, a so imeli spet, da je Netflix šel s tem svojim big data, ne, tako kot so nastale House of Cards, ki so rekli, kaj folk ima rad politične thrillerje, pa Kevin Spacey, ne, a je tudi tukaj so pogruntali, ta 80-ta full kurjo, imamo kaj tazga, kar bi lahko ponudili. A veš, da sem šla prav gledat statistiko uporabnikov Netflixa in njim pač, oni imajo pik, imajo tle pač 25 do 35, pol jim pa rahlo pada. In tako prav nisem se mogla znebiti občutka, da je nekdo nekje tam v Netflix headquarters rekel, fak, starci, tlele nam 40-45 nam pada, nujno se moramo nekaj izmisliti, kaj imamo za to generacijo? In pa so si rekli, dajmo jim to nostalgijo. Se ni dvakrat za reč, ne? A veš, fora pri Netflixu je to, ne, da pač oni imajo pa dejansko konkretne podatke, ne? Kaj se gleda, koliko se gleda, kje se ne gleda. Ne? Koliko si star, kaj so ostale stvari, ki gledaš, ki grem staviti, da so ugotovili, da takrat, ko pač nas noben ne vidi in ko pade tam trda noč, da še vedno guni se bulmo. Ja. To je res. Tako glede na to, da sem na Netflixu ful gledal The A-Team. V bistvu... To je res, to lahko potrdim. Ker sem bil pa na žetu zvečer in prav, da bomo dali zelo gore en A-Team in pa smo gledali ravno tisti del, ki so leteli v New York, Alhara, med gang v New Yorku. Legendarno. Jaz pa A-Team zmeram v nemščini v spominu, ker sem gledala ful nemške televizije in je to vse pač v nemščini. In ko sem videla prvič v angleščini, je bilo kar, what the fuck is going on? Pač Mr. T v nemščini je nekaj najboljšega, kar se ti zgodilo. Herte, genau, ja, točno. Ta je lepa. Ne, ampak jaz sem hotel še eno stvar, pripomniti, ki ste rekli, ne, da ti uniči samo en vikend, ki je na 8 delov. Tisto, kar je meni fascinantno, je, da so tudi v bistvu dolžine posamečnih epizod nimajo več veze. Ne. Pač pri Stranger Things tako ni neke ekstra logike, koliko bo vsaka dolga. Ne.
A niso ena šolska ura? Ja. Ne, več so, niso po 1 uro. Oziroma, toliko so dolge, kot morajo biti, da povejo tisto, kar je treba povedati. 45-48 minut. Ja, ampak ni tako, da so 48, razumeš, zaradi tega, ker ti če gledaš pač karkoli, ka morajo reklame vmes dati, ne, je vse, a veš, nekako vezan na teh, pač, dajmo reči, a veš, 42 ali pa 43 minut, ne, a veš. Ja, no, jasno. Ja, klepa ni, ne, zaradi tega, ker to ni pomemben, ne. Po mojem je ful pomemben, po mojem je ful preštopan, kdaj ti pade koncentracija, pa koliko zdržiš. Ja, to ja, ampak jaz mislim, da dejansko jim oni rečejo, le boste delali nekaj, ki bo od 30 do, ne vem, na pamet rekel, ne, do 45, razumeš, pa tam noter se pa zgodi. A veš, ne lovijo 42 minut, no, to hočem reči. To, kar ti rabiš za pač neko klasično mrežo, ne, da ti presparcelirajo noter lepo reklame, pa vse pa dajo v slot med ameriškim talentom pa Bergdoktorjem. Ej, ne, čez Bergdoktorja, jaz dojim. Jaz sem cele dneve na kavču. A si mu kaj fauš, ker nima čakalnih vrst? Pa smeri parkir placati spred. Moja mama je pogruntala, da Bergdoktor njej prisluškuje, ker obravnava točno te bolezni, ki jih ima ona. V vsaki epizodi je bolezen, ki ima ona. A ste vi to, ti si to dejansko gledala? To sem vprašal, zelo taka side. Pravim, lej, to pač, ko si na porodniški, sediš več ali manj sediš na kavču in gledaš vse. Jaz se prepiram z jutranjim programom, z Bergdoktorjem, mislim, vse gledaš, no. Jaz sem gledala eno, ta prvo. Aha, celo tako. Ja. Po nevedoma, ker sem bila doma pri ta starih, pa je bilo to na TV-ju. Pa kaj ne rečem, pač gozdarska hiša Falkena v Meets House. Nekaj je, no. Ja, pa jaz to podpiram, zato ker je tako istospolna staršasta, ker sta v bistvu brata in ne ve se točno, kdo je oče in pa sta očeta oba, tako da nekaj pozitivnega je. Čakaj, a ni to v Dohtarjih, kva? Ja. Side quest. Okej. Ja. Meni je to le zanimivo, tako, ker si rekel, si po nesreč gledal, to je zanj šluzer rekel za Stranger Things, da je po nesreč pogledal ta prvi del. Jaz nisem po nesreč gledala, jaz priznam, gledam Bergdoktor. Lepo. To so ti temni kotički podcasta glave. Res, da imam zraven še Kindle odprt in da tako z enim očesom Bergdoktorja gledam, z drugim očesom berem British History, tako da... Stranger Things, torej. Ja. Zaplet, kaj lahko rečemo, klasičen. Mulj zgine in pojav se drug mulj oziroma mula. Mula, ja. Čeprav jaz bi se takoj na začetku ustavil pač pri produkciji, ne? Oziroma, kako se temu reče, pač setom in kostumom in frizuram in tem ljudem, ki so jih najdli in spadajo v 80-ta nekako. Ampak pač mal kičaste, kako je to dobro narejeno. Jaz veš, koliko gledaš med mene, pa je v bistvu vse hudo, ampak nekako zmeraj veš, da niso pač 60-ta. Kle nimaš tega feelinga. Jaz ne vem, je to zato, ker 80-ta niso tako daleč nazaj spet, ne? To si jaz lažem, ker sem bil 80-ih rojen, da nisem star, ne? Ampak realno gledam Holy Mother of God, kako se legit zgleda. No? Ja, dobro zgleda. Mogoče jih je rešvali to, da so imeli pač za posnet samo v narekovaju 8 serij in so se lahko v bistvu tega zelo filmsko lotili in so si postavili sete tako, kot je bilo treba. Jaz ne vem, kako je bila produkcija, ker nimam tega podatka, če je bilo to v šubu narejen, pa ti to je tako mogoče ful konsistentno, pa lahko si pač, ne vem, snemaš v enem mestu 3 tedne, če je treba in tako naprej in zgleda res legit. Poleg tega pač hairspray, pa spandex, pa si zgledamo tako, da smo 80, pa še ene polsterje v ramena, pa to. Ampak ne, zgleda hudo, zgleda vse. Se strinjam. Ja, mislim, mene je ful, mislim, ko sem slišal za to, je bilo tako kao, ne, je kao nostalgija, 80 se nekaj gato bo cheesy, ne, tako zgledala, ne. Pa v bistvu gledaš, pa je pač fajn. Tako, mislim, jaz tako... Za cheese imaš pričarja, ne. To je res, ja. To je res. Ne, je pa res, da sem zanj poslušal en podcast na The Incomparable, so se pogovarjali, ne. Je pač ta Jason Snell rekel, da njega je pa ful motil, ker on je pa dejansko takrat že bil tako malo drašču, takrat že je bil že človek takrat, ne, tako, ker mi smo bili več ali manj otroci, ne.
Jaz ne. Ne, on je še starej, no, tako hoče. On je bil res tako. Si takrat, ko si gledala Guni, si dojila prvega otroka. Čak malo, to je bilo pa ortotim pregnancy. Ne, on je bil dejansko tako, mislim, že teenager, pač skoraj konc srednje ali nekaj tasga. No. In ga je pa ful zmotil, ker je bil slang napačen. Ja. Kar jaz recimo nisem sploh porajto. Ja. Ampak je bilo par sploh jog, mislim, da se ni jog, kaj Scott je bil, pa mi zgori tušus, da sta imela par takih parjav, ki je on tako rekel, ne, to pa jaz ne morem kup, da so bila 80 takao. To jaz sicer ne morem reči, pač, ker nisem native speaker, ampak mene recimo tako v enih momentih se vidi, da je mislim, tako vice, da ni, obleke so tako malo hecne. No. Kaj že, brat od Willa, Jonathan? Ja. On je na momente malo preveč, tako kao reven sem oblečen. Pa ful me mod, ko se vidi, mislim, ne vem, to mi gre ful na živce, da se vidi, da ima Winona Ryder lasuljo. A res? Jaz sem očitno glupa, ker sem prebrala to v članku danes, ko sem se pripravljala na tole, pa tako, kako ne, lasulja, pač she's got weird hair. Ni mi bilo sploh jasno. Jaz sploh nisem prebrala, nisem vedela, sem sam gledala in sem rekla, to je lasulja in nič drugega. Ne, men pa to tako, pač ne vem, pač tak haircut ima, vsi so bili čudni v 80-ih. I don't question it, it is what it is. Maja, tvoj wig radar is not working. Ja, jaz tudi nisem porajto, da mislim, okay, ja, res sem čisto. Ne, drugače pa tako fuleta filmi v 80-ih so imeli tak, kada bi bila ena meglica skozi vzuni, sploh tisto, ko se z kolesi vozijo, pa to, in tisto so ful dober skinner, pa te notranje, te, ki so tam mali v kleti, pa to je ful dober, to je čist 80-ta stil. Ja. Mislim pa bicikli sami so vrhunski, ne? No, to je itak. Bajki so pač dokaj ležitne. Drugač pa ja, en ta mal zgine, ne? Seveda tam mali prej igrajo Dungeons and Dragons. Čimer moramo povedati, ne, da Dungeons and Dragons v 80-ih ni toliko, ker zdaj to, da ti gledaš Game of Thrones leta 2016. Ne, če si pošel vedel, da ti igraš Dungeons and Dragons, to je tako, da bi ti podpisal vabilo, da te vsi tepejo. To je res. A veste, da je bil, a še gleda kdo celo obupan film Dungeons and Dragons? Ja, seveda. A ni to Uwe Boll? Joj, to sem šla gledati v kino s frendom in sem potlačila, tako, zdaj sem se spomnila, da sem to gledala, potlačila sem nekam zelo globoko v podzavest. Sploh ne vem, kdo je igral. Ene par zelo znanih igralcev je. Courtney Solomon je režiral, pa Jeremy Irons igra. Ja. Pa to ni Uwe Boll. Okay. Ne, to je tako slabo. Ja, to je precej slabo, ampak je bilo treba videti. Jaz sem to par let nazaj pogledala, pa tako, nista celo 2, ali sta bila načrtovana 2, pa so pa vsi ugotovili, da nihče noče tega videti. Lej, če smo iskreni, še zmer dost kvaliteten film, glede na to, da je bil Marlon Wayans not. Se res, Marlon Wayans, to se pa spomnim, veste, ga nisem gledal. Ja, ne. Čak, ti si šla to kino gledati. Ja, jaz sem pač enega frenda, lep pozdrav Luka Lorenci, če slučajno poslušaš, ker sva imela en tak mazohističen obred in sva hodila res najslabše filme v Kolosej gledati. Gledala sem vse, kar češ, tako od unih, ne vem, komedij, ki se en poročni prstan zgubi in pol Danny DeVito in še nekdo iščeta. Res vse, tako, večino sem potlačila, ampak bolj je bilo slabo, večji užitek nam je bil iti v kino. Ok, fair enough. Drugač pa, ja, ok, še enkrat. En ta mal zgine, pojav se ena ta mala, ampak kle zdaj pa lahko gledamo meša posega česa, ne, iz 80-ih so Stranger Things, ne. Ker je pač ta grupa ta malih, ki skupaj držijo in odkrivajo svet, ne, so pač kaj, to je iz Guni, so več to je Guni, E.T., Stand By Me, mimogrede Stand By Me je film, ki ga po mojem za zelo malo stvari rečem, da so obvezne, ampak tako, če hočete 80s film, je to. To je River Phoenix pa to, ne? To je River Phoenix, režiral je pa, kaj že, režiral je tudi This is Spinal Tap. Christopher Guest? Ne,
Gest je igral Spinal Tapu. Ne, Gest je dejanski režiser Spinal Tapa, fake režiser Spinal Tapa ima Rob Reiner. Rob Reiner je, Stand By Me. Rob Reiner je Stand By Me. Meni je ful dobro, da Nina mirno misli, da je Rob Reiner. Ok, sorry. Čaki, ne. Zdaj brskam po IMDb-ju, da govorite, ker ti ne verjamem. Ni mal. No, v glavnem. On je listan. Ne, moj bog. A je Marty de Burgh listan? Ne, This is Spinal Tap je listan. 1984 je listan kot direktor. Kdo zdaj? Ja, Rob Reiner. A res, ali kaj? Ja, seveda. Ok, zdaj pa je blew my mind, ker sem bil 100%, da je pač Chris Guest. Wow, zdaj sem pa jaz v bistvu jaz sem še slabši spadal. Your mind just went Chris Guest je scenarist. Zdaj me je vas sram. Stranger things are happening. En si pa skor svet porušil zdaj. Wow, ok. Anže, drugič beri, kar ti utripajo lučke na steni. Ok, v glavnem, en ta mal zgine. In ena ta mala se pojavi, in imamo, sem hotel reči, tukaj imaš res vse elemente iz 80. Imaš 4 tamale, ki so prijatelji, imaš potem sestro od enega teh tamalih, ki je bila včasih kul, zdaj pa ni več, ker je odrasla in jo zanimajo fantje. Narnija moment. Ja, v bistvu. Ki je valjda zaljubljena v enega modela, ki zgleda, da ni pravi človek, ampak v bistvu je dosta ok. Ja. Potem pa ta mala, ki se pojavi, je pa del seveda skrivnega laboratorija, ki meji na to občino, kjer oni živijo. Obvezno. Kar valjda mora biti res, In po dolgem času, to sem pa jaz bil ful vesel, klevo mi nekaj rekel, pa me pa popravite, imam Matthew Modine v redu vlogo. Ne vem, je to zato, ker po mojem prvih 6 delov nič ne reče. Če si rabo igralca, ki mi boš na belo pobarval lase in bo zgledal legit menacing, je lahko to Matthew Modine. On pa malo suljo. To pa veš, da on malo suljo, bojda tudi. A ja? Niso ga pobarvali, to je lasulja. God damn it, ok. Članki. Ja, očitno. Kaj pa, Nina, to si vedela, da ima on lasulje? Ne. Medtem ko Eleven nima lasulje, to so dejansko njeni lasje, oziroma ne lasje. Da smo clear na tem, doma lasulje. Ja, ta mali bilo ful sicer najprej nelagodno, pa si pa pokazal Mad Max, The Fury Road, si rekel, kako je Charlize Carica, in rekel, ok, dajmo, žink. In je šlo dol. No ja, ampak je tako ta zaplet, ko on zgine, pa se ona... Zato bi rekel, ona se je strigla za razliko od Daenerys, ne izmerila se preživijo. Če je pa Dragon. To je zato, ker ima dry veter taft, ki je obstojno v vodi, ognju in tudi soncu in dežju. Definitivno Daenerys nima tega laka iz 80, drugače, če pa ta prva šla. To je full hecam pižama, ti, ki si tudi starša, si opazil, da na vseh otroških oblekah piše Keep away from fire. Ja, bitte dein Kind nichts in Feuerwerk. Zakaj danes to knešči? To je meni totalna bizarnost, ne vem zakaj. Weil ich Deutsch kann und Pyjama. Rekel Nina, če bi kdaj prišla kakšen stand-up poslušati, pa videla, da imam to materialu, točno to. A res? Ja. Takoj, ko otroci, ko ptički odletijo z gnezda, bom tudi jaz na stand-up začela hoditi. Se vidimo čez 30 let. Wow. V glavnem, en mulc zgine. Pa se pa boj, da pojavi ena mula, druga. Ja, ampak ko vidiš, da bo to pač ta omaž 80-ih, oziroma kakorkoli hočemo temu reči, je pač, kar se mene tiče, ta prvi del, ta najslabši od vseh 8, tako, saj meni, je zelo tak, zelo pač niha, tam ne veš tiš točno, za kva se bo šlo, ampak pa z vsakim naslednjim delom se pa zadeva zmeraj bolj sestavlja. Se mogoče je to pač tako bilo mišljeno, ampak je, moram reči, da ful neprisiljeno, saj meni se tako zdi, ful neprisiljeno je ta fantazijski del notopelan. Tako enkrat za spremembo in tega monsterja ne kažejo preveč. Pa ta efekt, ko so kako je že, the upside down, je pač lep, kar se v 80-ih filmih pač res ni dogajalo.
Ker takrat je bilo ponovadi. No, čak. Ne. Hočem samo reči. Zdaj bo stara gospa ti pojasnila. Rekla, labirint, ne? Ok, pustimo labirint. Mimogrede, hotela sem omeniti to, da je tale dekle, sestra, kaj že Nancy, Ja. je pljunuta Mia Sara, ki je bila v 80-ih pač D-girl vseh teh filmov od Ferris Bueller's Day Off do pač labirinta. Ampak počas temi monstri so bili v 80-ih zelo dobro narejeni. Recimo Alien, ti bom omenila Alien. Ja, ampak sorry, to je bila moja poanta, tako kot v Alienu, klega skoraj nič ne kažejo. A že hoče reči? Ja. To, veš, sem to znal povedati, da je pač to pametno uporabljen, zato ker zdaj, ko imaš ta CGI, ne? Ja, je pa vsod. Ja, se ga kaže, ne? Razumeš, kle so bili pa toliko brihni, da so ga več ali manj na mir pustili, ne? Razen res zadnjega dela, ker že pač se vse ve v bistvu, ne? Ampak tam, dokler je pa on pač ta creepy monstrum, ne, je pač creepy monstrum za 0,2 sekunde v parih kadrih in to je to. Sam to sem hotel reči, veš, ker tudi pa ta druga dimenzija, ne, ker so te azbest, ne, ki je pač The Upside Down. The Upside Down, pač v azbest land, ne, je pač dober je narejen, zato ker tle pa je CGI, ne, až tega v 80-ih ni mogel biti, ne. Čim so bile neke druge dimenzije, je bilo malo temno, pa 2 smoke mašina so imeli in to je bilo to. Ja. Zdaj so naredili to na računalniku, jim ni bilo treba to Anhovo snemati. Jaz se ful spomnim, v 80-ih je vsak pošten najstnik bral Bravo in ful se spomnim tega, ko je prišel ven The Abyss. Yes. Oziroma, vse Abyss je tam, in ti se je bilo tako pač... Naslovi so bili, da čudo tehnike, naredili so, mislim, CGI, veš, kaj ti iz vode. Ja. No, to je bilo takrat pač ultimativen efekt in revolucija v filmmakingu in tako. In se prav spomnim tega, no, da koliko je bilo to takrat issue. V resnici je bilo pa veš, pred tem in okrog tega in vse je že Ridley Scott marsikaj naredil z Alienom in v končni fazi tudi, ne vem, z Blade Runnerjem in z vsem tem šitom in tudi Star Wars so se že takrat pojavili, tako da je bilo full hecen, da so tak big deal delali z tega. Ampak lik zaradi te odsotnosti CGI-ja so bile mogoče stvari takrat malo bolj, ne vem, a je to zato, ker smo bili mi malo bolj tako naivni, pa so se nam res vse to sedeli čist noro, ali je bilo pa zaradi tega, ker je bilo veliko pač še vedno narejen z maketami, tako je izgledalo predvsej bolj resnično kot zdaj. Jaz mislim, da jih je tehnika prisila v to, da so se veliko bolj pametno lotili tega, kako bojo uporabljali monsterje v plotu noter, ker zdaj delajo pač na jump cutih pa teh scare scenah in jim se ni treba ukvarjati s tem, da monster ima še kaj drugega, kakor sam da je scary, medtem ko vsi prejšnji monsteri so bili pa infukneno strašljivi, pa še precej pametni. Tako pač Aliena te je bilo strah, zato ker pač je uporabljal možgane in te je pač začupati v tem, ker ga ti nisi pričakoval. Ker je bilo treba, ker so bili pač omejeni s tem, kaj so lahko naredili, zdaj ga pač po photoshopajo kamorkoli in lahko dela karkoli in zato so stupid zdaj vsi pač monsteri in te sami strašijo. Medtem ko včasih so bili malo bolj smart teli alieni in monsteri. Zato po moje bi jaz rekla, da imamo tak občutek, da so bili včasih boljši, pa manj si jih je bilo na screen timeu itak, zato ker si jih bal si jih pa isto, ker pač mogoče še danes kršenega. Zdaj mislim, gremlin z vilcem mikrovalovke, mislim, da ni bil glih parta najbolj pametnih pošastih iz 80-ih. No, so izjeme. Marshmallow Man tudi ni bil. Ne vem, kako se Ne, čeprav Ghostbusteri, ko sem jih jaz gledala, to prve, meni je bilo pač scary as hell tist, kar vse se je dogajalo pred Marshmallow Manom. Tune pizdarije gor so bile meni scary, ampak jaz sem itak pač pussy, ker se bojim vsega, tako da meni sem pač low level scary person. Jaz sem recimo ultimativen pussy in šla sem 1-2krat gledati grozljivke celo v kino, ampak je bilo čist stran vržen denar, ker pač sem dala 7 €, dala ne vem koliko za karto in pa sem imela pulover cel čez glavo.
Tako. Ampak Ghostbusters mi absolutno niso. Meni so bili pa ful scary, ne vem zakaj, sem si jih ful bala, mogoče sem jih gledala, ker sem bila premajhna ali pa kaj takega, ampak pač fukneno me je bilo strah. Pač ko pride Marshmallow, je pač cool, whatever, haha, ampak prej je bilo pa sam scary. A veš, meni Ghostbusters, še dobro, da imamo podcast Strange Mene Ghostbusters, recimo, takoj na začetku, ko predstavijo karakter Billa Murraya, ki tam peca študentke na parapsihološke teste, pa če tam naprej veš, da je to joke. In zato mi ni bilo nič scary zaradi Billa Murraya. Ja, recimo, jaz sem se spomnim prav tega Ghostbusterjev iz kina, ko sem šel kot mulj zgledati, da najbolj grozno pa pravzaprav so bili tisti panteri, ki so se prebujali in ekipi, ki so padali. Tam sem bil res tako mižal na pol. Dobar, je pa tudi res, da sem ko sem šel kar v nekem 4. ali 5. razredu gledati E.T.-ja na neko matinejo, sem tudi 1-3 kar zelo v luft skočil. Ampak E.T.-ja, to je bilo strah. Veš, kako ven preleti tam iz pšenice. Šok, ne? Ampak recimo, ko smo ravno pri teh efektih, lahko omenimo enega najbolj neslavnih efektov iz 80-ih, ki je bil toliko slab, da so ga izrezali ven iz filma in ga zdaj najdete na YouTube, in sicer to hobotnica iz Gooniesov. A ste videli to? Ne. Bomo dali link, pogledajte, to je pa res tako bedno narejeno, neka hobotnica, ki naj bi bila, ki se prav vidi, da je to gumijasta, pa da dva tam neki vlečeta, ene vrvi. Ko prav hvala Bogu, da so imeli toliko pameti, da so tisti vanda. No, ampak kaj veš, meni je to dosti pomenljivo, da se pač ob gledanju Strange vsega, da vse to na plan prihaja. Ker mislim, da to je bil plan te serije. Da pač dejansko porazmišljaš o vseh teh filmih pač in tudi par serij, ki so bile v 80-ih posnete, ko pač so to, ampak pač hitro bi te stvari lahko zelo, zelo, zelo cheesy izpadle, in bi bilo pač negledljivo, pa dejansko ni. Meni je tudi tako, ne vem, kako je bilo prvsno, ampak tako se lahko vsak malo pove, ampak meni zgodba kot taka, pač meni je vlekel, meni je bilo tako, pač to jaz sem pač probal čim več pobinžati, po prvič povedal. Ni bilo tako, da mi je bilo tako, ali gledam ali pa ne gledam. Te kar nekako zanima, kva se bo dogajalo. Čeprav že spet zranci v tej zmišljajo, lej, Gooniesi, ali pa lej, ta malo, ki nima zob. Ampak tako, mislim, meni, kar se strukture tiče, moram reči, da ful odgovarja ta serija. Tako, bolj, kot sem mislil, še enkrat, ker sem samo slišal, to je pa neki na 80, se palijo, pa ne. Ja, meni je bilo tudi noro, ker jaz sem jih pogledala 6+2, pri 6 v Šubu, pa sem šla na morje in potem za finale še preostale 2. In kar je pač, zgodba se mi zdi, da je pač relativno tak, like your classic, pač koliko smo rekli, en mulj zgine, pa se pa pojavi ena nova mula in potem pač monster, je whatever, to smo že fulkrat videli, ampak se mi zdi, da je prepričljiv, izpade vse skupaj, kot si že prej rekel, ker je pač set design ful dober, muska je noro dobro, mislim, to je tak najboljši del te serije. Pa tako, pač cast je ful dober. Tili mulci, ki not igrajo, oni so vsi super, ker se mi zdi, da če bi bil pač en off, da ne bi noter padal v ansambl, da bi bil un awkward kid, ki ne zna igrati, bi pač cela zadeva pogorela v nulo. In me v bistvu, čeprav sem približno vedela, kam serija gre, kaj se bo zgodilo, me je pač ful vlekel sam zato, ker je pač to dobro zgledal, pa to, ki je bilo noter, pa zanimalo me je, kvazi točno s temi lučmi in to. Pač ful je tako, pametno je tako narejen cliffhangersko, da itak pač moraš gledati naprej. Pač čeprav ima recimo, ne vem, na vsake toliko cajta se mi zdi, da pač ima kakšno težavico, pa malo v pacingu pade, pa tako, če tako profoj spremišljuješ, tili otroci, kar pač furajo sami po mestu, tako, da pač ni staršev in sploh. Kar je pač po eni strani tako, what is going on, po drugi strani pa glih to čar, ki ti pa reče, ja, se res 80-ta, zih je tako bilo the best, tudi ful dober. Pa še to je bilo meni ful zanimiv. Jaz ful ne poznam teh filmov iz 80-ih. Jaz ko nisem gledala E.T.-ja nikoli. Pardon, se pardoniram globoko, ampak to nekako... Sploh ne morem verjeti, da to obstaja. Ja, tudi jaz naštekam čisto. I don't really care about E.T. Ne vem, pač like, whatever. He went home, it's fine. In
Ampak ful sem začutila ta duh teh filmov, tako ne 80-ih, ampak filmov, ki so bili, kakšen duh so ti filmi ven izražali. In se zdi, da je to serija ful dobro zadane in če ti je to kul, če te to potegne naprej, pa je to itak najboljša serija tega poletja. Ja, to je bilo močne besede za konec. To so bile. Pižans, kaj si hotel reči za zgodbo? Hotel sem prej reči, da je tako malo po svoje zanimivo, ki je omenila Maja, ki si omenila te igralce, ki smo v telesvalčkih debatirali, recimo Damjan, kolega je bil pa čist razpizden, da ti tam ali pa res ne znajo igrati. Pa Winona slabo igra, tako res je, čist sploh ni not padel. Winona tudi men. Saj, kako je? Winona je, ona je res i tak polcajta sam skremžena, ne? Ja. Sama veš, ona skremžena ali pa Claire Danes skremžena, ne? Je ful razlika. Claire Danes v Homelandu, ki res dobro odigra histerijo, ali pa Winona, ki res ne zna odigrati. Jaz sem bila pri Winoni skozi tako, zakaj se ti skozi puklaš držiš? Daj se zravnej, meni še ful drživce, ker sem imela občutek, da se skozi malo pukla zdrži. To pa je njena naravna drža. Ja, se vem, da je, zato imam jaz ful težavo z Winono, ki mi je tako, daj nazaj, daj rame, ne morem. Reč ne vem, I liked Winona, meni je bilo v redu, itak je pač imela tako ful relativno težko vlogo, ker je pač igrala mrtko, ki se ji fuka skozi. Pa se mi zdi, da je bila tako, na vsake tok cajt je bila malo naporna, ker pač, ok, come on, we get it, you're sad, ok, cool, pač, chill out, ampak, no, it was fine, meni je bila v redu Winona. Tudi zelo suljo. Za meni se malo čuden zdaj, zakaj ni Beetlejuice poklical. Ja, to bi rešil stvari prehitro. Mene pa ful tako, nisem si mogla pomagati, da ne bi skozi primerjala te serije z Donnie Darkom, ki je en mojih najljubših filmov sploh, ki je tudi ta time travel, pa paralelni svetovi, pa vse živo, pa 80s, pa mi je tako, Donnie Darko mi je tako ful bolj prebrisan, mislim tako bolj tak domiselna finta tega time travel, tukaj mi ni tok, pa Donnie Darko je tak bolj tako neka taka naravna selekcija, malo moraš biti smart za ti izgledati, no. To je pa res, se mi zdi, da je tak čisti družinski fan, da se družina zbere na kavču, pa pol oči pove, kako je bilo v 80-ih, pa kako je mami spoznal na šolskem plesu. Taka harmless se mi zdi. No. Sem jo pa tudi jaz ful z veseljem gledala, ampak tako bolj kot zaradi zgodbe, ker pač razen Donnie Darkota nisem nek strašen fan teh paralelnih svetovi. Bolj kot zaradi zgodbe mi je bilo fajn, zato da smo pol vreščali, to je pa isto, kot Gunisi, to je pa isto, kot E.T. Tako, malo me je vrnil, mislim, tako, na tak zelo prijeten način me je vrnil v čase moje mladosti. Ja, zgodba pač ne gre vse tisto odkljuka, kar je treba. Se pravi, imamo to druščino 4 fantov, en izgine, pojava se ta nova, in potem se ta razmerja znotraj skupine spreminjajo, imamo enega, ki ne verjame novo prišteku, se razdvojijo, potem spet pridejo skupaj, gledajo novo. Ne, potem imaš recimo ta trikotnik, ki imaš se pravi Nancy, ne, sestra od Majka, pa Jonathana, brata od Willa in pa tega Steva Harringtona, in ker je tle mogoče se vidi, da je to je zdaj produkt tega 2010 in še nekaj, zato ker pa ona na koncu vse konča s Stevom, ne z Jonathanom, če bi bilo 80-ih bil na dva skup prišla. Ja, ampak se v 80-ih oziroma v produkcijah iz prejšnjih časov najbrž ne bi zgodilo, da bi probali pokazati, da pač Steve nisem douchebag, ampak pač tako je nanesel, ampak pol sred poti on ugotovi, da je v bistvu res kreten, pa pač pol malo tako, ok, jaz sem res kreten, tole ni bilo kul, kar sem naredil, pa se malo redima. Meni je bilo to malo nepričakovano, ker sem pač mislila, da bojo šli s tem ulikam zelo tako, ok, on je jock, on je kreten, on bo pač zdaj njo izkoriščal oziroma whatever, bo nasilen mož postal enkrat down the line. Ampak niso, pač je Steve imel nek tako rast. To še ni izključen. No ja, valjda še ni izključen, ampak imel je pač to neko rast, čeprav sem glih premišljevala o tem, če bomo imeli season 2, a hočem, da sta one dva skupaj, a želim, da je ona z Jonathanom, ki je njena prava ljubezen.
nisem še odločena. Čeprav, ja, to se jaz tudi ful strinjam. To je bil v bistvu meni tudi ful dober twist, no? Da on vmes ima Meni tudi, ja. Mal vase pogleda pa reče, pač, to jaz pa nisem ok. Ja. Zapol nekak, ja, tako to je bilo tudi meni. Kakor je šlo, tako je Bižanc rekel, ne, po vseh teh mal po kopitu, ne, pa par odstopanja pa tudi bilo v končni fazi, no, kar je mene zelo pozitivno presenetilo v bistvu. No. Ja. Sploh ta trikotnik. Meni je bilo v bistvu sploh ves ta del, ki so mulci, ne, se pravi otroci, pa te najstniki. To mi je bil v bistvu super. Teh prizorov sem se ful veselila. Meni so bili bolj te stari, sami bili tako. Winona pa te ostali. No, ja, ok, Winono štekaš, zakaj so nekako dal not, ker matka od unga, ampak recimo zakaj so bili tako starši od Majka pa od Nancy, mi pa tako pač lahko bi tudi brez teh, niso imeli glize nekih key pointov zapovedati, ampak recimo, da smo lahko videli ne velike frizure od matke, to je bilo v redu. Pa kaj ima majhna interakcije, ne, ona pride, pol je ta stik, ki ga ima z mamo, se pravi z Joyce, ne, z Vinoninim likom, ki pride Matja, pa majhen, da oddaleč vidi to, da so te pač škovni upadajo v bajto jim in iščejo. Je pa zanimivo, ne, recimo, kako pri Tamali imajo res to avtonomno cono kevdar, ne, da dejansko noben odrasel nikoli nima dol dostopa, karkoli se zgodi. Pa tudi tako zelo v easy prehajajo tam skozi okna ven pa noter, pa pride en čez noč, pa pride drug za čez noč. Tako skozi se nekaj dogaja. Ne. To starši pa, mi bomo pa tlele majhen tele mac and cheese delali v mikrovalovki in nas briga, ne. Pa malo bomo se bali, da komunisti pridejo in nas pojejo. Sam to je bilo tako, kar se tiče tega prosta reja otrok, tega se, mislim, tako ful se spomnim teh časov. Mi smo živeli v bloku na Glinškovi ploščadi, se pravi skoraj prizorišče Sreče na Vrvici. Jaz se spomnim, da v bistvu je bilo tako, da se, če te ni bilo cel dan doma, so vedeli, da si nekje v bloku pri nekomu. Noben se nikaj dosti sekiral, mobilcev itak ni bilo. Pač ni te bilo doma, ali pri sosedih, ali pa 4 štuke nižji, se vsem. Ja, pridem, ker se luči pržgajo, ne, in pol je kolega imel to, da je sedel zmeri pod unim kandelabrom, ki ni delal. Moj fotar je imel en tak žvižk, takrat, ko sem mogla iti domov, je tako rezko zažvižgal, da se čez 2 ploščadi slišali in sem mogla preleteti domov tako v roku 15 minut po žvižku, če ne bila res pizdarja. To so bili še časi, ki si jih res lahko po riti dobil. Drugi čas. Dajmo nekaj zdaj s temi vodebarijami. Ja. Mislim, se bi poročala o tem, kakšno je bilo odraščanje v 90-ih, ampak sem bila bolj not pa brala knjige, tako da ne vem. Mene je bilo v redu. Omeniti moramo pač en lik, ki ga do zdaj še nismo, ne, in je ratal, pa je internetna senzacija. Ne. Če boš rekel Barb. Ja, Barb. Zanimivo je, kako se boli kurat, da jo ni. Mene pa ful, ona mene ful na Molly Ringwald spominjala. Molly Ringwald je bila idol neopaženih deklet v osnovni in srednji šoli. Pač igrala je glavne vloge v filmih Pretty in Pink pa Breakfast Club. In je tam Barb je bila narejena pač po Molly Ringwald in mene je ful tako, ne, pa ne bojo mi zdaj njo vzeli. In ko mi čakam, da jo rešijo in najdejo, upam v drugi sezoni, drugače bom huda. She looked pretty dead, mislim, pač meni je bilo kar tako precej, da je mrtva, no, najbrž. Ne, čeprav mehen mi je škoda edin za Barb, ker se mi zdi, da bi lahko za Barb naredili podobno, kot so naredili za Steva, da pač Barb saj jaz sem jo tako dojela, kot pač, you know, you're the fat sidekick of the popular girl, neka taka nerd, pa bi lahko malo spreobrnili, lahko bi dal pač she's really smart, pa se bo sama ven iz tega zvlekla, tako nekako, ne pa da so jo pač sam, zdaj sem tam sama in potem umrem, to bo tako malo lame, ne razumem pa zakaj tako internet famous, ker ljudje imajo issues. Sam ljudje so bili res čist napadeni nad Barb, pač ful, tako
Veš, imam si samo, pa je bil cel nek članek napisan, da je glede na to, koliko cajta jo vidiš, ne, v kadru, da je daleč najbolj popularen lik vseh časov, glede Rejšija. Mogoče dobimo pol spin-offa, veš, Barb, the early years. To je bilo kar vrhunsko, v bistvu. Ampak kaj pa, mislim, tako, a ćemo še malo žvečati te karakterje? Ali? Ja, jaz bi se še enega bi se še spomnil, ker meni bo zelo všeč. Policaj, ne? Yes. Ja, Človek maček. Človek maček. The hangover man. Ja. Ne vem, če imaš tablet, taska mačka. Ko ne zgleda tam, kada ima celo lekarne Ljubljana noter, pač v dnevni. Ja, lej, treba se zagreb za one jabčke. Ne, oni bo pa meni no. Tako, mislim, moram reči, da eden bolj takih pozitivnih presenečenj te serije, ker na začetku sem mislil, da bo zelo malo noter, ne? Oziroma, da bo bolj tako, pač dosti klasika, no. Pa ta model ga res, se ne vem, komu je ime igralcev, ampak je res vedel, kaj dela, no. Tako da nič slabega, no. David Harbour je pa igral je tudi v Suicide Squad. Meni je šel ful na živce na začetku, ko se mi je zdel tako, da ima ful tak jebi veterski pristop k primeru, pa kaj je čisto odpadel, pa kaj je videl, da je za tem nekaj več, kar se zdi, mi je pa ful rad tako, the best. A še vedno pač, Jesus, zakaj so mu dali to Winono zraven, ampak super, mislim, tako ful dobro narejen. Mislim, sploh tisti moment pogrunta, da ko gre do trupla in vidi, da ni ta prav otrok tam, ampak da so jim nastavili neki naphano z vato. Tam v baru, ko on ga napije, pa ga, a veš, ko izvabi iz njega, čaka že, ko je v baru. Ko je pač state trooper, ne? Ja. Mu pove, kako pa to, da si tam, če je tam privat zemlja, ne? In ga lepo obrne. Tam je tak twist, tam on, po mojem, pač se spreobrne v zainteresiranega preiskovalca in tisto mi je bilo ful dober. Da ne omenjamo potem, da ko gre res v svet tja čez, oziroma na glavo, da dejansko je tak, nosi tak skafander, kot je v filmu Abyss, ki smo ga omenjali prej. Ja, ti si ful Abyss, ja. Ti si tako res citat ena na ena, ful je dober. Imajo pa oni, ne, te uniforme so pa, ki jih pa nosijo policaji, so pa iz žrela, iz Jaws. Tudi, ja. Tako da, ta neuporabni podatek za dan. Ne, se je pač hardcore fan Jaws bo to opazil, mu bo to pač tako. Se pravi, pač ta serija vse citira, kar se le citira da, pa pač zih, če jo gledaš drugič ali pa tretjič, opaziš še od stvari, ki jih prej nisi. Mislim, predvsem citira te zlate hollywoodske dečke, se pravi Spielberga, Lucasa, Reinerja in tako naprej. Tudi Kinga, kar se tiče tudi knjig, tudi knjig. Na polno potegne. Alien imamo noter, ne, s tistim svetlečim jajcem. Eno tako lušno referenco, da ne omenjamo tudi, recimo, tudi se pa muska pa plakat, ne, ki so ga dali delati človeku, ki je delal plakate v 80-ih. Ja. Res. Meni je, špica mi je ful dobra. Ja. Špica je taka creepy, res tako, da ti gre, da ti kar malo... Jaz sem v bistvu ene par kadrov tiste ulice, pa od zunaj, mislim, ki so te kati, me tudi malo na Twin Peaks spomnili, tako res, mislim, tako prav posneli so smetano od vseh teh. Ja, Mokre sanje, pač bratov Duffer očitno so bile živeti v 80-ih in posnet. Pa ultimativen film tistega časa, ampak sta se nažalost prepozno rodila, pa jima je zajratali, ker pač je res tako, it screams 80s. To je ta zaklonišče prepeva sindrom. Ja. Lepa. Ej, kako se vam je pa pol zdel tako kot celota, zdaj, ki ne vemo, ali bo malo nastavka je bilo, ne, za drugo sezono. A se gremo malo s teorijami igrati ali že? Ja, ne vemo, imamo še kaj. Mislim, ta malo je profesionalen bulimik zdaj, ne? Ja, ti se je bilo creepy, noro creepy. Ja. Glede na to, da je mama preomenila, se zdaj si pa fulsko shod neki te roke umivati. Ej, kaj pa vi mislite, dajmo iti v srž, ne? Ker se sprehajamo okrog tega Demogorgona, ne? Ja. Demogorgon.
Je pa to očitno neka Dungeons and Dragons. Ja, ampak kdo je to? Ja, misliš dejanski ta, ne una lutka. Ja, ne, kaj to je? Odkje se to vzelo? Ja, to pa ne vem. Jaz si to pač sem si razlagal kot druga dimenzija, čeprav me je ful neki zmotil, ne. Druga dimenzija, kdo? Vse v drugi dimenziji ima ekvivalentu. A lahko sem to? Vse ima ekvivalent v unidimenziji imajo samo nežive stvari. Če gledaš v četrti dimenziji, ni četrta, naglavna dimenzija, je dejansko, veš, so predmeti tam, ne, ki so tle, zdaj ne vem sicer, kako se paluni avti, ki so tam razčefukani, premikajo, ne, vmes, ki jih kdo tle voz, ampak dejansko nimaš, ne, tega, skoraj da moraš biti mrtev, ne, da si tam nimaš teh živih in oni so pač to dimenzijo uporabljali za prisluškovanje, ne, da je ona lahko premagovala, da je El premagovala te razdalje, ne, da so jo pol imeli kot pač kaj, ona je bila tam varis, ne, njihov. Ja, ne. She was the little bird, ne, ta ptičica, in je lahko pač poslušala in potem pač slučajno, ne, ker je bila v tej dimenziji, ne, jo je pa šefe zavohal, ne, pa rekel, sveže meso, to je pa v redu. Ampak to je mene zmotil, ker ona tam, ko se spominja, ne, ker imamo en flashback, ko ona pač se dotakne tega Demogorgona, ne, je on v uni črnini, ne, in pač neki je, jaz ne razumem, kje je to, ker to ni upside down. Ne? A veš ta Jane, ki naj bi se rodila tej mami, ki je mala LSD? Pa. Ja, vse to je, ja. To je Eleven, ni to Eleven. Ja, ne vem, jaz mislim, da ni Eleven, jaz pa mislim, da je Demogorgon to. Ne, zaradi tega, ker je tudi ona, če greš gledati, je Jane 11 Ives je napisana. Vidiš, kakšen... Jaz sem prebrala oziroma gledala eno zanimivo teorijo danes, ki pravi, da je ta Demogorgon projekcija 11 oziroma del 11, da je ona ga si sama ne zmislila, ampak naredila ali pa je nekako projicirala ven v sta krep, ki se ji dogaja in se je manifestiral na ta način, zato nekako kao tudi, ko se ona dva uničta en drugega, spoiler alert, izničta in ali oba dva preživita ali pa oba dva umreta na ta način. To je sicer tako full, hardcore pa confusing bi bilo za narediti, ampak meni je to kar tako luštna teorija. Sam jaz mislim, da bomo 11 še videli. Ne vem, meni se zdi tako full weird, da bi tok, mislim, to bi bilo res Game of Thrones, da bi tok popularen glaven lik pravzaprav ubil. Jaz majčkeno upam, da mogoče celo druge sezone ne bi bilo, ker imam občutek zadnje čase, da pač vse, kar nam rata narediti, je pol sam slabi in why just not leave it? A si ti od ena od teh, ki bi rajšila, da se kakšna serija, ki imaš ful rad, ki ti je ful dobra in jaz nimam tega impulza pol, da zdaj moram pa tega še gledati. Ja ne vem, jaz Grey's Anatomy po moje jaz lahko gledam še 20 let, tle nimam toliko težav. Grey's Anatomy for life, ne? Talent ljubelema, kaj je to v slovenščini. To je tako, kot Berg doktor, samo da jih je več. Ja, to je že toliko cajta gledam, da nimam več filtra, je dobro ali ni dobro. To se sam gledam. Medtem, ko ne vem. A je Patrick Dempsey še v Grey's Anatomy? Kaj? Patrick Dempsey je še v Grey's Anatomy? Ne, ja, je šel, ja. No, vidiš, v njega sem bila v 80-ih zaljubljena, ki je igral v filmu Can't Buy Me Love. Ja. Res? Glede nadaljevanja, ne, predvsem vprašanje, ali bi to zgodbo pelali naprej, kot očitno jo bomo, ne, glede na to, da Will še zmeraj ima to okužbo tega sveta s sabo, ali bi bilo bolj mogoče to gledati kot nek Fargo, ne, ali pa True Detective, kjer pač zdaj vzamejo ta svet in potem, da nam dajo neke čist nove like in kaj se še dogaja, oziroma mogoče kakšne nove poskuse, ki jih spet neki znanstveniki delajo. Ampak po mojem pa Tamale pa Nancy bojo zihar obdržali, ker Nancy je tako, zgodba v bistvu tako nekje obvisi, sej se usede na kavč Steveu ali kaj je Stevenu, ampak tako se mi zdi, da vse neko, vse njo nekam naprej lahko peleš, tako da po moje Tamali bojo še vedno. Pa ja, pa sej zato pač tudi Willa pokažejo, ne. Ja. Sej ta nek nastavek je, ne. Je pa res, tako kot Pižanc rekel, jaz upam, da bo pol to čist nekam drugam skrenil, ne. Da ne boš sam njih gledal, ampak bojo oni v bistvu sem katalizator za neki drugega mogoče, ali pa, veš,
Tako, neka taka fora, no? To bi ful upal. Ja, jaz mislim, da sta Duffer brata nekje rekla, da si ful dobro zamišljata neko to Harry Potter Hogwarts sceno, ki imaš ti v bistvu years progress, ne? Da se pač, da spremljaš skozi ene in iste like, ampak pač tako skozi leta in leta, ne? Tako da mogoče, že so bili, ne vem, v kjer mu razred naslednjič, ki bomo srečali, bojo že let kasneje, pa neke take stvari. Najbrž bo kakšna taka scena. Ki se bo že malo pozabil vmes. Ja, recimo, ja. Okay. Se pravi neki, kar so vse nadaljevanke razen Simpsonov. Ja, basically, ja. Ja, kjer so vsi stari isto že, koliko 25 let zdaj, 26, ne vem, koliko cajta že traja. Ne vem, evo, jaz sem pa obupal, tlej pa tega ne moram več priznati. Ja, jaz tudi ne. Sem bil number one fan, pa ne gre. Ja, toliko se jih je že zamenjali, tudi v writerjev, da pa se koliko pa lahko narediš 30, mislim, to je kar nekaj. No. Na eni točki lahko zadeva obupa, pač, ampak ok, ja, tako je življenje, se temu reče, se mi zdi. Okay, lahko rečem, da smo vsi za drugo ali ne? Ali imajo tako kilit? Ja, no, ne, se bo druge, se bo v redu. Netflixu kar ratuje delati good stuff v drugi verziji, tako da ne jim bo še dvojka, ne jim bo. Po izkušnjah, ki jih imamo s True Detectivama, veš, česa nas je lahko strah. Se res, kaj je s True Detectivom? Tako, no, gledali smo jo zato, ker smo gledali ta prvo, pa smo se čutili dolžno, da moramo ta drugo tudi pogledati. Ni bilo, ne vem. Ti se ni bilo, ok. Ne, ampak dejansko ona bi nekako stala, če bi bila nekako na svoje. Ja. Sem bili zanimivi, ampak zato, ker smo vsi pač primerjali z prvo sezono ni šlo. Recimo, veš, ka Fargo je pa šel čez, ne? Ja. Fargo je pa mojstersko. Ja, nora je, ker je Fargo, druga je... Nehta, jaz sem ful za ostanku. Jaz Fargo, da niti enega še nisem gledala, da ne govorim o tem, da sem gledala samo prvo sezono House of Cards, da že, ne vem, 3 leta gledam drugo sezono tega Broen, ali kaj je most, tako da ni. Sam Fargo se ti res plača. Fargo je res ena od unih serij, no, ki je... ti si res malo presežek, no. Tako, res, vse stvari so cool, ampak ti si pa kar malo ekstra, no. Vsaj kar se mene tiče. Fargo je kar malo special. Pač, ja, sploh zato, ki je antologija, ne, ki vsako sezono nekako na novo zastavi zadeve. Ne. Je noro, da so v bistvu lahko naredili 2 take sezone. Pa če to malo weirdno, pa čez drug časovno obdobje, pa tako ne. Pa tam so kao 70-ih dogaja, pa cel cajt veš, da niso 70. Ne, če gremo nazaj na Stranger Things, kjer pa nekako veš, da mislim, ne veš v bistvu, da nisi v 80-ih glikar in da si star, koliko jaz pol, 5 let, jaz. Če bi bilo to leto 88, tako da je. Če ni skrivnost, koliko? Mislim, tako, koliko kaj hočeš vprašati? Koliko ste v bistvu stari, ampak kjeri filmi so bili filmi vaše mladosti? No? Ja, jaz to moram povedati. Jaz imam en film, ki je v bistvu bil narejen, mislim, da celo 1 leto pred mojim rojstvom. Ker vem, mislim, da ali bo 84 ali pa 82, nisem ziher, mogoče celo 83, takrat sem jaz rojen. Ne? In je film, ki sem ga mogoče po The Thin Red Line gledal največkrat. Ne? In to je Stripes. To je ena Bill Murray komedija, Novi vojak je bil prevod. In če koga slučajno zanima, to bom zdaj en plug naredil. Ja, Stripes je to je moj top 3 film, je Stripes zmedno noter. Si to je omenil ga že? Ja, jaz sem ga že omenil, ampak tako, če bom še enkrat, pa bom dal link, znalaš, ker moram to večkrat polinkati. Obstaja ena epizoda podcasta Defocused, kjer se jaz, ko sem vstal, mislim, da ob 5 zjutraj, ker sta 2 Američana, mislim, da skoraj uro pa pol pogovarjamo Stripes in se vmes z Američani kregam, kaj točno so ta prave palačinke. Ti si mogoče najboljša stvar, kjer sem jaz gostoval kadarkoli v življenju, no. Tako da bom dal ta link noter. Z izjemo Rosta Perice Erković. Z izjemo Rosta Perice Erković, to bomo na koncu povedal. Ja, to, sorry, Stripes. Ja, jaz sem v bistvu rojena glih 80-ih, 85, kar pomeni, da v bistvu se ne spomnim ničesar iz 80-ih. Ampak so bila najlepša 80-ta, yes. Pa kaj pa jaz vem, jaz si tako zmeram navajam 3 stvari, ki me na podcastih sprašujejo, kaj so moji filmi, Lothar, Miyazaki, pa se pa neki randomni izmislim. Ampak tako, recimo, da sem prvič padla noter čist v film, na polno so bili pač res Lotri, pač Lord of the Rings, tako da.
bom to dala v Bix. Jaz bom pa lepo domoljuben in bom rekel poletje v školki. A si bil zaljubljen v Kajo Štiglic? Ne, nisem. Hotel sem medvedija. Rejoj, da bi. Jaz sem bil un bajs. Ja, meni je bil, sem že povedala enkrat v enih glavah, ampak po mojem filmu, ki sem ga največkrat v live gledala, je Ferris Bueller's Day Off. Ja, to si rekla, ker je meni še zmerno. To je, ker jaz ne vem, kaj moram reči pri tem. Kaj? Ne, nič slabega, ampak ne vem, yes. Ja, pač ni slab. No. Ne, pa ni slab, sam da je film, ki ga non-stop gleda. Jaz imam pa Stripes, jaz ne vem, kaj jaz govorim, tako da sploh raj tiho. Pač meni je Ferris tako, ko si žalosten, te spravi ful dobro voljo, ko si dobre volje, te še bolj, si rečeš, life je ful fajn. Tak, ne vem. Pa Bridget Jones spet z tem istim friendom, Luko Lorencijem sva ga šla gledat, mislim, da 5krat v Kolosej, zato ker sva bila prepričana, da nekega dne pač če bova dovolj dolgo ustrajala, bo Hugh Grant zmagal. A čemo narediti past za poslušalce, pa rečemo, da tiska se je prebil do sem, da morajo na aparatus na Facebook v komentarje napisati najljubši band pa najljubši film iz 80-ih. Lahko to probamo. To bo zabavno. Moramo pa seveda prej še eno stvar omeniti, ki nismo, ko moramo tukaj povedati, in sicer je to letale KL ufura Itija. Ti si pa mene tako top prizorov, zato ker zmeri si pol navajen pa od Itija, pa še kar je bilo drugih, zmeri so pa mulci nekje čez skakali, čez neki, z ničim. Tukaj pa oni ostanejo na tleh in gre kombi čezne. Ja, res je. Pa dosti dober posnetek. Ja, tako malo izvom budžeta mi je zgledalo. Ja, zgledalo je kar precej, da so ga zares naredili. Mislim, da je pač actual van being flipped. Tako, ni zgledal CGI. Ja, vse je to kombinacija obojga, po mojem. Ja, itak je. Ok, lepa. Mislim, da smo prišli do konca. Ljudje, če boste dejali komentarje, ne nekdo, da sam soundtrack poletja v školki ne napiše. Za album. To je treba. To sem imela sadežem narejen skoraj že komad pa za Sadžama drugo plato, ki sem nikoli ni zrealizirala, je bil Poletje v getu s tem samplom. Prisluhni getu. Mislim, da to so bile, kjer so 86 glave. Četrta sezona glav, ne? A to je, ok. Začeli smo pri tretji sezoni Game of Thrones, mislim, da ne. Tako se to šteje, in the year of. Saj mislim, da. No, a nista z prvo sezono? Ne, nisva. Ne, poznaje. Pri tretji mislim, da se prav, oziroma zdaj to že, četrta polnokrvna, neki tazga. Če jih je veš 25 na let, ne, približno, ne, ali pa, smo 75, 86, smo kar lepo koračimo, kar lepo se tele cifre nabirajo. Ja, hvala bojo pač posneli glave, mislim tako kot je Stranger Things referenca na 80, bo nekdo posnel glave, referenca na prvo sezono. Ker smo bili mi mladi, pa smo glave poslušali. Pa še nismo znali z mešalko delati. Ja, ne zdaj, ker sem čist prona, prosim. Prišli smo na 1 uro z novim sistemom snemanja, tako da bomo biti veseli. Bo biti veseli, da je zdržal meni internet. Vse se je poklopil danes. Pinja džazna. Pižanc, povej admin, pa gremo pa še na kdo je kje na internetu. Pa kaj ne povem, vse ve folk, dajte 4,8 ali pa 12 evrov mesečno za to, da bomo naslednjič lahko več govorili o osnovi same oddaje, ne pa o samopol. Mislim, da to je kar predstavljeno eno od drugih. Ampak mislim, da to je fora teh Stranger Things, da to je pač ta, kot smo omenili, da ti vzbudi nostalgijo, da se znova počutiš, da si tam v osnovni šoli, da oprezaš, kje so težaki, da potem spizdiš pri stranskem vhodu, da te tam snažilko prosiš, da ti odpre vrata pri delavnici, pri učilnici za tehniko in da tam greš, da te oni ne dobijo pred vrati. Pa laufaš dol in te pes, ki se tam
en, ki pozab vrata zapret od ograje, pa pes vam prelafa in kad te uni težaki niso dobili, te pes dobi in te prevrne v živo mejo in v glavnem pač podoživljaš te lepe stvari z 80. Žal prosti, jaz se bom vsem svojim sošolcem in sošolkam, ki sem jim težila, oprostila, pač za njih se bom tep opravičila. Jaz sem bila v bistvu joke, jaz sem imela trajno. Trajno sem imela v 8. razredu, zato ker je imela Kelly McGillis Top Gun. In samimi joki sem se družila, oziroma ne, družila sem se z Ninotom pa z Gregatom, ki sta imela BMX-e. Res. Mene je pa strigla stara mama. Prosti. Mislim, jaz se pravičujem vsem sošolcem iz osnovne in srednje, ker sem da nesramna do njih. To so te travme iz srednje šole. Niso. Ja. Tako da ja, v glavnem pejte na aparatus.si, na Facebook aparatus, počrtaj si na Twitterih in pa seveda aparatus, oziroma če nas poslušate v iTunesih, napište kaj lepega, napište, sorry, ker smo težili tebi podobnim v osnovni šoli, to tako da ni na tebi je že pa oproščeno, ker si se takole razgalila s tem bullying, takrat se temu ni reklo še bulijanje, takrat se temu reklo zdrav razredni odnos. To je ta komunizem, ki je bil takrat. Tako da ja, Nina, kje se te najde na internetu, kadar ne tepaš šibkejših od sebe v razredu? Pač tepam šibkejše od sebe v skupini Knjigobežnice na Facebooku ali pa, zdaj imam ta pet piv, imam stran zgodovina, tako da če koga zanima zgodovina, ne gre malo pogledat. Drugače pa na Twitterju Opica. Maja? Mene se pa najde na Twitterju Maja Peharc. Bolj pomembno od mene se pa najde naš podcast Filmflow na Facebooku, na Twitterju, na Instagramu in še kje druge. Tako da, dat. Anže, kje se tebe kaj najde na televiziji? Zdaj, grunta, kdaj gre to ven? To gre definitivno, bo se roast Perice Erkoviča že odvrtel takrat, ampak če ste ga sfalili, pejte na voj, tako je kot en mesec za ston, pa splača se, ker imajo zdajle zaradi tega, ker imajo tudi 3 čist hude skandinavske serije, med katerimi je tudi Trapped, ena totalno nora zadeva, ki se dogaja gor na severu Islandije, še tako en polotok pred Akureyrijem, oziroma glih tisti polotok pred Akureyrijem pa polnem trolu, ki pije vodo. Če ne poznate teh referenc, pejte. Boste živeli en teden na hot dogih, to je super. Edin to mi je malo, kakor sem jo pogledal te nadaljevanke, ful premalo hot dogov je, glede na to, da se dogaja na Islandiji. To mi je malo v oči bilo, drugače pa super, pa tip, ki igra glavno vlogo, zgleda, koliko je 20 let mlajši Ervin Hladnik Milharčič. To je. V glavnem, pižanski spati na internetu. Jaz sem pa na Pizama, na Twitterju, na Facebooku, ne vem, ko sem pište Boštjan Gorenc Pižama, pa vam bo vrgal not, ker sem neki probal zanč spreminjati link, pa pol ni znesel, tako da ne vem. Ja, ne vem trenutno, kaj sem, to je to pa v knjigarnah se še kje najdem. Tako da ja, zdaj bojo Šnofjeva druščina enkrat počasno vam pride, tako da za tiste, ki berete dvojka. Ej, 5 jurčkov tele slovenski klasiki, ne? Ja. Ja. Bravo, čestiti. 5K, jo. Yeah. Okay, zdaj bomo pač rekli adijo in ko bom jaz rekel 3-4 zdaj, bomo rekli en mulj zgine. Ker tega danes še nismo dovolj povedali. Ker tega nismo doskrat rekli danes. Tako da... lahko narediva sam še en teaser za naslednjič. V naslednjih glavah bomo razgetali, sam to bom rekel. 3-4, en mulj zgine. Okay, jaz zdaj razmišljam, da bo naslednje glave o Backu Jonu. Ja, jaz tudi. Kva?